Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo res odlično vsebino in sicer bomo govorili o dolgoročnem investiranju po principih ali pa filozofiji Warrena Buffetta. Preden pa gremo na vsebino, bi vas rada povabila, da se naročite na naš kanal. Mislim, da vam ne bo žal, imamo veliko koristnih vsebin, zato vam mogoče priporočam, dajte se naročiti, če vam ne bo všeč, se pa lahko potem tudi odnaročite. Zdaj, kar se tiče samega dogodka, investicijski šov leta, moram vam že sporočiti, da smo prijave zaprli. Naslednje leto pripravljamo nov dogodek, ki bo še večji kot ta letošnji, praznujemo namreč 5. leto obstoja. Pred poletjem pa pripravljamo še eno bootcamp delavnico in sicer 12. junija. Vabljeni, da se pridružite vsi tisti, ki bi radi stopili v ta čudoviti svet investiranja, pa si mogoče ne drznete, ne upate. Na delavnici v bistvu na praktičnih primerih izveste, kako narediti ta prvi korak. Tudi skupaj bomo kupili kakšno naložbo, seveda boste dobili tudi vso potrebno opremo oziroma znanje, zato da boste potem tudi sami lahko to počeli v varnem zavetju vašega doma. Današnja vsebina, kot sem povedala na začetku, je zelo zanimiva. Govorili bomo seveda o Warrenu Buffettu. Nedavno je bila skupščina Berkshire Hathaway, ki je bila seveda v znamenju pomembnih prelomnic. Očitno gre za eno zadnjih skupščin, ki jo je vodil Warren Buffett osebno. 94-letni dedek dolgoročnega investiranja je že skoraj 60 let prvi obraz podjetja, a letos je bilo prvič tudi res jasno, da je konec njegove ere že zelo blizu. Buffett je odkrito spregovoril o svoji upokojitvi in potrdil, da Greg Abel, ki že nekaj časa je prisoten v podjetju, vodi del konglomerata, da bo prevzel ob koncu leta več odgovornosti. Če se jutri zbudite in jaz nisem več tu, Berkshire Hathaway ne bo trenil, je dejal Buffett, s čimer je v bistvu želel pomiriti vlagatelje in okrepiti zaupanje v vodstveno kontinuiteto. Poudaril je, da je podjetje pripravljeno na prehod in da Abelu popolnoma zaupa. Buffett je komentiral tudi aktualne razmere na trgu, zlasti precenjenost določenih delnic, ponovno je opozoril na pomen dolgoročnega razmišljanja in likvidnosti ter izpostavil, da Berkshire Hathaway ne bo tekmoval s špekulanti, ampak bo ostal zvest svoji strategiji investiranja. Med številnimi udeleženci letošnje skupščine je bil tudi Zlatko Turkovic, avtor knjige Modri investitor, praktični primeri ter izvajalec delavnic Modri investitor. Zdravo! Pozdravljeni! Se pravi, kako je bilo letošnja skupščina Berkshire Hathaway drugačna od tiste, ki si bil na zadnje leta 2023, ko smo se potem tudi pogovarjala, in v tistem letu je potem tudi umrl Charlie Munger, zvesti kompanjon Warrena Buffetta skozi vsa ta obdobja. Lansko leto nisi bil na tej skupščini, letos pa očitno na eni zadnjih skupščini, ki jih je vodil Warren Buffett. Kako je bilo? Če bi na hitro eno razliko naredil, prvič ni bilo Charlieja Mungerja, tako da se je Buffett, če temu rečemo v narekovaju, mučil sam, ni imel nekoga zraven, da bi mu pomagal. Kot drugo je bilo pa več ljudi kot zadnjič, tako da bilo je nekaj ljudi je tudi stati moralo. Med drugim tudi jaz, med pauzo sem šel nekaj popit in potem se vrnil. Sedeži jasno niso številčeni in drugo polovico smo spremljali stoje. Ampak dolg čas ni bilo. Ja, ko sem ga pa opazovala, jaz sem bila takrat v Zürichu, ko sem ga poslušala na letališču in se mi je zdel, da se je res kar precej matral, ampak vseeno 94 let je možakar star, vseeno artikuliran, povedal je vse, kar je mislil povedati, zelo na tekočem z vsemi aktualnimi zadevami. Kako so doživljali njega ljudje okrog, kako je bilo to čutiti, to publiko?
Kot kaže, starejši kot je Buffett, bolj so ljudje, če temu rečem, nori na njega, euforični do vsakega stavka, ki ga pove, upijajo kot nek serum resnice. Res pa je, kar si povedala, da je leta ga dohitevajo, tako da glas je bil malo bolj slaboten, misli ne, in včasih se je iskal, da bi končal stavek. Ampak kljub temu ljudje so ga spodbujali in velikokrat je njegove govore prekinil aplavz. Ja, to je bilo res, ja. Kar tako zanimivo ga je bilo opazovati, ka ima se kdo pri 94 letih, ni tako možgansko fit, kot je on, ne. Se pravi, ta trening skozi vsa ta desetletja, prebiranje neštetih letnih poročil, se očitno tudi potem, ta trening se mu je očitno tudi kar precej obrestoval, ne. Možakar ima precej veliko karizmo. Ko se ga posluša, pač že barva njegovega glasu in potem tisto, kar govori, čeprav govori morda tisto, kar se da prečitati v knjigah in kar se da slišati po kuloarjih, kar bo znal tudi dobro povedati nov CEO Greg Abel, ampak to ne bo glas Warrena Buffetta. Ja, čeprav je bil kar precej dolg časa vzgajen v tem duhu, ne, in vsi delujejo po teh principih, ki sta jih uvedla Charlie Munger in Warren Buffett, ampak se mi zdi, da pa te karizme ta gospod mogoče nima. No, mogoče bo pa pridobil. Z leti vsi dobivajo neko žlahtnost. In Buffetta, priznam, pred morda 20-30 leti niti jaz nisem spremljal, ampak starejši, ko je postajal, bolj se mi je zdelo, da lažje ga bilo razumeti. In seveda, Greg Abel je njegov dostojen naslednik. Ampak jaz mislim, kljub temu, da je Buffett že malce v letih, da bo v prihodnje vseeno prisoten. Seveda ne v funkciji izvršilnega direktorja, skratka CEO-ja. Ja, težko bo spustil to z rok, ne, se mi zdi. Kako pa, recimo, kaj pa se je zgodilo, ko je Warren Buffett napovedal svojo upokojitev ob koncu leta? Kakšna je bila reakcija ljudi v dvorani? Zgodilo se je malce nepričakovano. Vsi so že čakali na konec. Zgledalo je tako, kot da se ne bo nič več slišalo, potem pa kot bomba iz jasnega tisti zadnji stavek, da z koncem leta prepušča vajeti Gregu Abelu. In to se je slišalo kot, bom rekel, povsem nepričakovano. Ali pa tudi pričakovano, glede na njegova leta so se spraševali ljudje, koliko časa bo še lahko operativno vodil podjetje. Vendar je že ena stvar, ena indikacija že nakazovala, da ne bo še naprej aktiven. In sicer pred 2 letoma je vodil tudi popoldanski del, ki je čisto formalen, kjer so neki predlogi kot so zastopanost spolov v tem in tem delu Berkshire Hathawaya v njihovih službah in take stvari. On je takrat operativno se še s temi stvarmi ukvarjal, zdaj pa celo popoldne dejansko manjkal in je bil prisoten samo dopoldne v tistem delu, ki ste ga uspeli videti v medijih. Ja, tudi reakcija je bila tako na trgu ob napovedi upokojitve. Mislim, da je delnica zanihala za 5%, kako je bilo? Ja, razlegal se je aplavz na koncu, ne? In potem je malce tako zgledalo kot aplavz, da končno odhaja, ali je to aplavz, da se ga spodbuja. Buffett ima precej smisla za humor in dostikrat doda nekaj svojega. Tako da ljudje so pač zares uživali v celih 4 urah. Ja, 4 ure. Ta je kar dolga še za marsikoga, ki ni star 94 let. Ne? Kakšna je zdaj prihodnost Berkshire Hathawaya? Kako
ali dejansko bodo naprej lahko nekako vodili to strategijo, disciplinirano investicijsko filozofijo, ki je v bistvu, ki ste jo postavila Charlie Munger pa Warren Buffett pod novim vodstvom. Zdaj nekateri investitorji so skeptični, drugi so pač recimo temu zadržano optimistični. Tega ne vemo, lahko dejansko samo ugibamo, kaj bo. Po mojem mnenju je novi direktor, sicer zelo Greg Abel, njega mislim, je zelo racionalen in videti je Buffettova šola. Skratka, zanaša se na gole številke, na čisto racionalnost. Kako bo pa, če si mislila, kako bo z obiskom te skupščine, kajti veliko ljudi to zanima, ker to je nekako kot mali šov, nekakšna zabava. Tega pa ne vem. Verjetno ne bo takega splošnega obiska velikega, ko Buffetta ne bo, seveda se pogovarjamo hipotetično. Mislim, glede rasti podjetja, tukaj ni nekega strahu, da ne bi raslo. Vprašanje pa, če bo raslo nadpovprečno hitro. Prvič, ker je za tako veliko podjetje gre. In kot je Buffett sam povedal, pri tako velikem podjetju je težko nadpovprečno hitro rasti. Kajti vsi ti gledajo pod prste, ne more se ukvarjati z drobnimi naložbami, kot se lahko mali investitorji, ki iščejo niše v kakšni večji podcenjenosti. Ampak, kot rečeno, mislim, da kakšnega slabega razvoja rasti podjetja ne bo. Ne bo pa nadpovprečno, po mojem mnenju. Kako pa vseeno greva malo buditi te njegovo filozofijo investiranja pa investicijske nasvete. Tudi tukaj je bil jih je kar nekaj tudi dal na tej skupščini mlade, recimo zanima, kako začeti investirati. To praktično na vsaki skupščini se javljajo te mladi in jih zanima, kako začeti, kaj narediti, ne? Tako da to ponavadi on jim zelo lepo odgovori, ne? Da, bilo je veliko mladih prisotnih, to je tudi treba omeniti. In dal jim je vedeti skozi večji del svojih stavkov, da stvari ne grejo, bom rekel, preko vrste. Veliko mladih je skušalo dobiti neke hitre nasvete, kako preskočiti faze v borzni karieri, ampak je rekel, najprej naj posežejo po knjigah, literaturi raznorazni, ne samo po borzni. Berite knjige, izobražujte se in dozorevajte. In njemu je treba priznati, da je uspel animirati veliko amorfno skupino ljudi, od mladih do tudi neameričanov, kajti veliko je bilo opaziti obiskovalcev azijskega porekla. Zdaj, a so to Kitajci, jaz tako na videz nisem mogel oceniti, pač delovali so kot Azijci, pa tudi Indijci. Mislim, da je bilo teh praktično polovica vseh obiskovalcev. Postal je nekakšni globalni akter na borznem trgu in tudi velik vzornik mladim. Srečati je bilo tudi otroke stare 10 let. 10 let. To je tako impresivno, se pravi, nekdo jih je mogel spodbuditi, da sledijo Buffettovi strategiji investiranja in da dejansko pridejo tudi na skupščino, ker bo dejansko je on zvezdnik borznega trga, ne? Če tako pogledava. Ne? Lahko si ga predstavljamo kot detka, ki ti ob večernih zelo znanega ulicah, detka, no? Zelo znanega detka v obliki pravlične pripovedi govori o borzi in zraven se zabavaš ob pripovedki, zraven pa še kaj koristnega izveš. Ja. Večkrat se mi zdi, da je poudarjal to potrpežljivost, ker on dejansko je zelo potrpežljiv investitor. Ne? Zadnji stavek, oziroma predzadnji stavek, zadnji je bil, da bo nehal biti direktor, predzadnji stavek je pa bil, da ne bo prodal niti ene delnice
kar se njega tiče, Berkshire Hathawaya. In znan je njegov stavek, kot si rekla, da borza je kraj, kjer denar prehaja iz rok nepotrpežljivih vlagateljev v roke potrpežljivih vlagateljev. Jasno, treba je pa prej vedeti, kaj imaš v rokah. Če imaš napačne naložbe in da si potrpežljiv z napačnimi naložbami, je premalo. Ja, zdi se mi, da te potrpežljivosti danes ni, ker vsi želimo zelo na hitro obogateti instant. Kot si sam povedal, so spraševali tudi mladi za instantne svete, pri Warrenu Buffettu pa ni nič instant. Ja, Warren Buffett je morda dal tistega začetnega zagona množici ljudi, da sploh vedo, kaj je borza, da se sploh z borzo začno ukvarjati. Seveda od tu naprej je pa na vsakemu posamezniku, kako daleč bo raziskoval vse to. Ja. Marsikdo se sprašuje na tej točki, ko smo se tako navadili na hitre zaslužke, ki smo jih dejansko lahko v zadnjih 10 letih, 15 letih ustvarjali, ne? Če je sploh možno v bistvu investirati tako kot Buffett, s premislekom, brez nekih špekulacij in z mislijo na desetletja, da bomo držali te naložbe desetletja, na dolgoročnost. Glede tega, da Buffett smatra, da je treba na dolgi rok. Seveda je pa on učenec Benjamina Grahama in tudi Philippa Fisherja, ki pa oba omenjata v svojih predavanjih in v svojih knjigah, da borznik lahko naredi tudi napako. In tudi on je priznal napako. Recimo priznal je napako z naložbo v IBM, ki jo je storil, mislim, da po letu 2000, če se ne motim, in je potem tudi izstopil, ko je ugotovil, da podjetje ne bo tako hitro raslo, kot si je on to predstavljal. Ja, vsi delamo napake, tudi Warren Buffett. In to velike napake, ja. To sta, mislim, da je en pač odlomek, kratek filmček, skupaj se zabavata z Mangarjem in novinarka, mislim, da je Becky Quick, ta njihova novinarka, jih vpraša, pa sta kdaj storila napake, potem sta se zasmejala, ja, in to ne malokrat, velikokrat, sploh pri malih podjetjih. In koliko sta zgubila pri takih naložbah, jo je vprašala in Buffett je povedal v smehu vse. Tako da imela sta tudi pač napačne naložbe, ampak kot rečeno, pri glavnih stvareh Buffett je rekel, da ti pride v življenju na prste 1 ali 2 rok dobre naložbe pod roke in tiste so dovolj, da postaneš ne zdaj milijarder tako kot on, ampak da zaslužiš na borznem trgu. Ja. Ja, ta njegov portfelj oziroma Berkshire Hathaway portfelj je objavljen tudi na CNBC-ju. Gre za lahko sledimo, kaj v bistvu počnejo s temi naložbami. Nekatere naložbe imajo res zelo, zelo dolgo časa. Mislim, da nekaj desetletij, se pravi 40-50 let, mislim, da Coca-Cola, pa še ena naložba, zdaj se ne spomnim točno katera, mislim, da Bank of America, ki jih imajo že zelo dolgo časa v portfelju. Da, Coca-Cola je zelo ena od prvih, bom rekel, velikih naložb. Seveda je tukaj zanimivo to, ne, da je Buffett, če gledamo čisto statistično, največje procentualne donose delal v prvi polovici svoje kariere. V drugi polovici kariere mu gre zasluga, da ni storil neke hude napake, da bi se mu to premoženje okrnilo. Pač v glavnem je morda imel rahlo nadpoprečne donose. Močno nadpoprečne donose je imel pa v prvi polovici. In tisti, ki sledijo njegovemu portfelju, recimo sedaj v drugi polovici kariere, se čudijo, kako imam iste delnice kot Buffett, pa mi portfelj ne raste astronomsko. V prvi polovici je
hitreje kupoval in prodajal. Bil je mlajši, bil je agilnejši, bil je bolj korajžen. Leta prinesejo tudi malce rezerviranosti, malce ziharaštva. In če bi ga takrat kopiral, ampak takrat se ni vedelo, ali bo on uspel ali ne, bi verjetno bili boljši procentualni donosi. Kot rečeno, v drugi polovici je pa v glavnem dobre naložbe kupil in držal, zbiral dividende, izkoriščal obrestni račun, ki se je z njegovim velikim štartnim premoženjem izkazal kot za zelo velik način, zelo velik element kopičenja premoženja. In to je to. Seveda, če pa mali vlagatelj z malim zneskom poskuša z nekim obrestnim računom v kratkem času prideti daleč, pa verjetno ne bo. Ko si mlad, bi glede na Buffettovo šolo rekel korajžno, pa močno na ful je zaid. Seveda, kasneje pa je pomembno, da pa ne delaš kardinalnih napak. Tako da, borzna karijera nekako iz 2 delov sestavljena po Buffettu. Pa mislim, da tudi kar po večini drugih. Ne? Prvi del mogoče malo več tvegamo, potem, ko se približujemo nekemu cilju, recimo upokojitvi, se pa tudi umikamo v bolj konzervativne naložbe. Oziroma, zdaj, če gledava Slovenijo, Slovence, mogoče premalo pogumno stopajo na borzni trg. No? Po mojih izkušnjah pri Slovencih dvoje ljudi so taki, kot si ti rekla, bom rekel, z veliko vprašanji, močno ziharaški, z veliko strahu. So pa tudi, srečujem pa tudi v svoji šoli veliko ljudi, ki zelo korajžno so pripravljeni kupovati po Buffettovsko v njegovi prvi karieri. Skratka, podcenjene delnice pa z močnimi vložki. Tako da včasih sem kar malce presenečen, se izkažem jaz kot nekoga, ki malo brenza stvari. To je vse odvisno so taki in taki. O Slovencih kot vlagateljih lahko rečem, saj moje izkušnje kar bi plus dal, velik plus. Ja, seveda, to je vse skupaj odvisno od nagnjenosti k tveganju. To je zelo taka osebna zadeva. A lahko mogoče se vsem dotakneva tega Apple, ker to so mu zelo učitelj, da ni v pravem času vstopil recimo v tehnološko panogo, ampak vsem 22% del portfolija predstavlja recimo Apple. Buffett ravno zato v drugi polovici kariere ni delal nadpovprečnih donosov, ker je zamudil tehnološki boom. Skratka, on je dolgo časa vztrajal na tem, ne razumem panoge v podrobnosti, ne vem, kaj bo, vrednotenje, price earningi se mi zdijo previsoki in je zadevo opustil. Kar se pa Apple tiče, zdaj pravijo, da ga je spodbudil, da so ga njegovi direktori spodbudili, mislim, da je bil eden od njih tudi Abel, naj se ga kupi, in niso ga kupili povsem v zgodnji fazi. Mislim, da so ga kupili nekih 6-7 let nazaj, ampak tudi to ni bilo prepozno. Tako da z Applom je on kar precej zaslužil. Bom rekel, lahko bi še bolj, ni kupil, sam je povedal, da je nekaj velikih priložnosti zamudil, da ne omenjam Nvidia ali kaj podobnega, ali pa teh velikih 5 Amazona, Microsofta in podobno. Ampak, kot rečeno, vsaj Apple je uspel, bom rekel, pridobiti in nekaj je. Zdaj, ko omenjaš Amazon, je 10 milijonov delnic Amazonoma. Se pravi, to predstavlja 0,7% njegovega portfelja. Bom rekel, ima tistih velikih 5 ali 6 pozicij, vse ostalo je pa nekako zelo razdrobljeno. Jasno, borza je sestavljena tudi iz napak. Buffett to prostodušno priznava in zdaj, kaj je razlog, da je spregledal? Morda starost, strah pred novimi stvarmi. Kot rečeno, ko si mlajši, si bolj pogumen in pa prodoren, seveda se pa lahko tudi močno upečeš.
na borzi. Ja, zanimivo, da v portfelju nima Microsofta, glede na to, da sta. Natančno tako, to je pa velika uganka. Microsoft bi bil idealna partija za njegov način investiranja. Podjetje za ograjo, zelo razvejenim asortimanom produktov v obliki grozda okoli centralnega Windowsa. Zakaj on to nima? Morda je toliko pameten, da mu ne bi učitali izkoriščanje notranjih informacij, ker veliko prijateljuje z Gatesom. Ja. Tako da to bi ga zlahka dobili in če bi bil mali anonimni investitor, sem prepričan, da bi imel Microsofta. Ja, Bill Gates, zanimivo, tudi sem videla, da je v bistvu s solzami v očeh povedal, da se je največ naučil od Warrena Buffetta. V tako dobrih odnosih sta namreč. Warren Buffett je, bom rekel, če imaš takega človeka za prijatelja, boljšega prijatelja si ne moreš predstavljati. Človek ima razmišljanje, glavo na mestu. Po eni strani skromnost, po drugi strani predanost s tistimi, ki je prijateljeval, recimo s Charliejem Mungerjem. Njega še danes, ko ga ni več, ga omenja. Govoril je zdaj na zadnji skupščini tudi Charlieja, je omenjal, kot da bi zraven njega sedel, čeprav ga ni bilo. Tako da se je zdelo na trenutke, Munger je pa tudi nekje za zaveso tam zraven, ampak seveda on je dejansko karizmatičen govorec. Pač se rodiš tak in z leti postajaš potem vse boljši. Ja, zanimivo mi je bilo tudi, kako je v bistvu komentiral aktualno dogajanje, naprimer Trumpove carine. Kako je pa to na dogodku? Trumpove carine, ja, oprosti. Trumpove carine je kratko malo obsodil in skritiziral do konca, je rekel, da to sploh ni, bom rekel, neka usmeritev, ki bi morala Amerika slediti. Je pa seveda povedal nekaj. Proračunski primanjkljaj Amerike je previsok. Dokler je bil nekje okoli 3% na letni ravni, se je dalo govoriti pa parlamentirati. Sedaj, ko je pa krepko naraščal, je pa priznal, da je bilo treba nekaj storiti. In je priznal delo, ki ga upravlja sedanji predsednik Trump, ni simpatično in da ga on ne bi. Tako da raj prepušča drugim takšno delo, kot je klestenje proračuna. Ja. Zanimivo me je tudi to, zdaj ne vem, kako opredeliti Warrena Buffetta kot investitorja. Vemo, dolgoročni investitor. Bi lahko rekli, da je pasivni investitor, glede na to, da ima tako velik portfelj in te pozicije v portfelju se dramatično ne spreminjajo. Ja, glede na njegove poteze bi držalo to, kar si povedala, da je pasivni investitor, da počasi premika svoje pozicije. Po drugi strani pa, zdaj jaz točno ne vem, kaj dela v prostem času, ampak kot sem ga razumel, je rekel, da veliko bere, razmišlja, tuhta o novih naložbah, seveda morda predela, govorim na pamet, nekih 100 podjetij, pa se mu nobeno ne zdi zadosti dobro. Veliko študira, veliko tehta, ali je kaj za investirati, potem se pa odloči tu in tam. Aktiven je v smislu raziskovanja vrednosti podjetij in pa, kot je sam rekel, zdaj ne vem, pri svojih letih, če on še prebira knjige, je rekel, da se tega to še ni nehal, ampak pustimo to ob strani. Da, je lahko eno, lahko je drugo, ampak po potezah dela pa zelo malo potez. Ja. Zdaj, marsikdo seveda ni vešč branja finančnih izkazov, value investinga. In tudi sam Warren Buffett je rekel, enostavno investirajte v S&P 500. To je izvrsten nasvet. Sploh tako je rekel, tisti, ki se ne misli ukvarjati aktivno
ki ne misli prebirati literature ali biti aktiven v teh stvareh, kratko malo nakup borznega indeksa, recimo SP500, je izvrstna alternativa. Ja, s tem si pa izpostavljen ameriškemu trgu in zdaj Američani ugotavljajo, da obstaja še, drugi trgi obstajajo, recimo Evropa, mogoče tudi Azija je nekaterim zanimiva, tako da so malo bolj razpršeni zdaj, današnji vlagatelji. Kako pa je z razpršenostjo Warrena Buffetta? Ja, on je še vedno večinoma, mislim, da celo praktično skoraj 100% v ameriških delnicah. On je, zdaj, kar se tega tiče, drži se ameriškega borznega trga, ki je nekako predvidljiv. Skratka, vrednotenje podjetja, lahko približno preslikaš, kaj se bo dogajalo z delnico. Pravna varnost je velika, potem motiv direktorjev je neprimerno večji, ker dobivajo tudi nagrade v opcijah. Recimo mimogrede, ko omenjava Microsoft, direktor Microsofta je milijarder, CEO, on ni lastnik ali kaj, ampak dobro, ima del delnic, ki jih je dobil za opcijami in je postal milijarder. In recimo nek direktor, ki se mu premoženje tako hitro množi, je neprimerno bolj motiviran kot nek evropski direktor, ki dobiva, 20,000 evrov plače. Pa zdaj, jaz ne mislim tukaj reči, da so to nizke plače, ampak primerjajmo motivacijo. Na eni strani imamo ameriške menedžerje, ki do konca iztiskajo, kar se največ da dobička iz podjetja. Na drugi strani imamo pa, če hočeš, direktorje nemških avtomobilskih podjetij, za katerega, ko ga vidiš, kako dela, da funkcionira po sistemu od 9 do 3 je v službi, potem gre pa igrati golf. Ta podrobnost je zelo pomembna, ko se odločamo, katere delnice bomo, ameriške ali evropske. V Ameriki sem dobil občutek, da grejo zares, bom rekel, če temu rečem, na fula v profitabilnost podjetja. In je vodenje neprimerno na višji ravni, tako strokovno kot motivacijsko in vse ostalo. Ja, se strinjam s tem. Mislim, da se tudi Blaž Brodnik bi strinjal s tem. Ena zanimiva zadeva je bila, ki je omenil, v bistvu je rekel, da so vsi Američani na nek način zadeli na tomboli. Rekel je, da imaš srečo, da je samo 300 milijonov Američanov je in v bistvu so lahko srečni, da živijo, da so v Ameriki, da živijo v Ameriki, ker je očitno pač ocenil, da je več priložnosti za uspeh kot kjerkoli druge. S tem se lahko v celoti strinjam s tabo. Zdaj, ko sem malce se tudi pogovarjal tako z navadnimi ljudmi, ki so bili na Buffettovi skupščini, sem srečal en par, bi rekel, lahko bi bil čist en poprečen par, ki bi ga tudi v Sloveniji srečal. Malce sta bolj podjetna in seveda, ker je trg velik, lahko delata, bom rekel, z večjim vzvodom. In nekdo, ki tukaj si prisluži hišo ali dve v življenju, se to v Ameriki, recimo tukaj v Sloveniji, hišo ali dve, se to v Ameriki zaradi velikosti trga z lahkoto preslika, če rečem, v 100 hiš premoženja. Zares, Amerika je, marsikdo reče, da ne bi tam živel, ampak čisto odvisno, kaj si želiš. Če si želiš biznis, lahko zelo hitro profitiraš tam zaradi velikosti trga. Če pa hočeš nekaj miru, pa tako kot Buffett se umakneš, tako kot on ima hišo tam v neki idili, podobno Rožni dolini, se lahko umakneš v svoj mir in imaš popolni mir. Kot da bi živel tukaj nekje na obrobju Ljubljane, recimo. Zelo raznolike možnosti se ponujajo na ameriškem trgu in se strinjam z njim.
Ne glede na to, ali si tam nekje v idili, daleč stran od tistega vrveža, ali pa si sred tistega vrveža, imaš priložnost, da v bistvu ustvariš večmilijardno podjetje, očitno. Najlepše je pa v senci ustvarjati ob vrčku piva, zdaj, kaj on dela, ampak ima čudovit vrt. In njegov investicijski dan je verjetno zelo, zelo miren, nič stresen. Ptiči pojejo zjutraj, ko se zbudi, tako da, ja, malce, če reklamo naredim za to, kaj se lahko borznemu vlagatelju zgodi, če se malce potrudi z borznimi naložbami. Ampak seveda, nič ne pride čez noč, nič ne pride v mladosti, zadeve gredo zelo postopoma. To je Buffett nenehno ponavljal na skupščini. Zelo, zelo počasi, ne prehitevati dogodkov. Ja, preudarno, premišljeno, strateško, absolutno. Jaz se drugače strinjam s tabo in jaz tudi vedno pravim, da če hočeš v bistvu biti svoboden pri sprejemanju življenjskih odločitev, potrebuješ ta buffer, ta cash, po domače povedan, in hočem se navezati na denar, ki ga ima Warren Buffett, rekordni znesek 348 milijard. In mislim, da so ga celo vprašali, to je podatek z 31. marca, se pravi, ne vemo, kaj se dogaja aprila in maja, mogoče je investiral, mogoče ni investiral, mislim, da pa je bil en investitor, ki ga je vprašal, če lahko malo pove, če so mogoče investirali ta denar v kakšne naložbe, glede na to, kaj se je dogajalo na trgu. Ja, v šali se dogajajo, so špekulacije na trgu, zdaj on bo do konca leta še direktor, ali bo do konca leta ta denar pokuril, ali ga bo prepustil Abelu, ampak pustimo tole šalo na stran. Ta denar je v obveznicah, večinoma državnih, kot sem njega razumel, ki imajo nek letni donos 4,5% letno. Tako da ta denar ni čist nefunkcionalen, ljudje mislijo, da je to gotovina na vpogled, ampak to je v obveznicah. Zdaj, kaj bo naredil? Nekako je namignil, zelo zanimivo, to je vredno poslušati, dejal je, da se bojo priložnosti verjetno pokazale v prihodnjih 5 letih. Skratka, v prihodnjih 5 letih smatra, da bo trg ponudil nekaj priložnosti za kakšne konkretne naložbe po atraktivnih vstopnih cenah. Vse te priložnosti se nam skozi ponujajo, tako da moraš biti pa malo napreži, če hočeš uloviti te priložnosti. Ampak ja, za nekega amaterskega investitorja strategija Warrena Buffetta, investicije mesečno v S&P je tudi lahko povsem zadovoljiva, ne? Natančno tako, jaz se s tabo strinjam. Mogoče še to, ker v prejšnji epizodi smo omenjali Buffettov indikator, v začetku maja dejansko je ta Buffettov indikator kazal na priložnosti za nakupe. Zdaj ta indikator nekaj niha, pa me zanima, če lahko pojasniš poenostavljeno, kaj Buffettov indikator je, kje smo danes, ker danes je situacija malo drugačna, zdaj kaže, da je trg precenjen ameriški, ne? Buffettov indikator je primerjava tržne kapitalizacije delnic z družbenim bruto produktom. Zdaj, če bi tako na grobo rekli, primerjaš tržno kapitalizacijo za celotno prodajo vseh podjetij. Trenutno naj bi bil ta faktor 196%, če se ne motim, skratka, da je tržna kapitalizacija 2-krat večja od BDP-ja, kar je po njegovem odločno preveč. Najbolj atraktivno je, če bi bilo 1:1 po njegovih skalah, to bi pomenilo, da bi morala borza pasti na polovico, kar je grozljivo. Zdaj, ali se bo to zgodilo? Politika ameriška, tako centralne banke kot predsedniška politika je tako naštimana, da takega padca delnice težko dovoli. Skratka, če bi se to zgodilo, bodo natiskali denar. Tako da Buffettov indikator je treba jemati z rezervo. On sicer to ponuja kot, bom rekel, neko orientacijo, da malce pove, kje
kako je z borzo, precenjena, podcenjena. Po drugi strani je pa odvisna od delnice do delnice, kot si ti povedala prej. Oni ima recimo Berkshire Hathaway večinski delež v podjetju in je povedal, da delnic ne bo prodajal. Čeprav je, če pogledamo prodaja Berkshire Hathawaya, bruto prodaja je nekaj čez 760 milijard, če groben gledamo, tržna kapitalizacija pa 300, obratno, tržna kapitalizacija 760, bruto prodaje pa 360 milijard, tako da je ta faktor 2. In kljub temu faktor je rekel, da ne bo prodajal. To je zelo grob faktor. Tukaj bi tudi on doskrat omenja, je bolj važno razmerje obrestnih mer. Če smem en vložek dati, ki ga je tudi Graham povedal. On je primerjal obrestne mere na 10-letne ameriške obveznice, ki so zdaj trenutno 4,4 ali 4,5 in je to primerjal z dividendnim donosom, trenutnim, ki je na Dow Jones 1,7. Skratka, zadeva zelo visi v prid ameriškim obveznicam napram delnicam. In tukaj je zadeva skoraj da 3:1 trenutno, kar je zgodovinsko zares govori o močni precenjenosti delnic. Ampak to je agregatni podatek. Drugo je pa podatek, da so pa nekatere delnice v tej košari močno precenjene, ene pa močno podcenjene. Ampak zato bi rabila kakšno posebno uro, da bi o tem govorila. Ja, a bi lahko mogoče vseeno skočila nazaj na njegov portfelj? So kakšne take investicije, ki so mogoče vseeno malce presenečenje, da so v tem portfelju? BYD, na primer, je notri v portfelju tudi, ne? Nekaj malih podjetij je, recimo, jaz ne poznam točno imena, ampak gre za družbo, ki izposoja letala, pa potem gradnja hiš, stanovanjskih hiš. Zdaj eno novo podjetje je investiral. Značilnost vseh teh njegovih naložb je, da ocenjuje, da bodo Američani rabili to. Skratka, pri avionih, da si bojo izposojali avione. Zdaj ne vem, v Sloveniji to verjetno ne bi tako teklo, mislim, ni povpraševanje velikega, tam se plača za, če sem dobro videl, za 20 ur letenja, lahko najameš avion, osebni avion, tako kot ga imajo, bom rekel, neki poslovneži za $1 milijon. Skratka, tukaj vidi neki tržno nišo. Potem so tudi neke hiše v vrednosti okoli 200 do 250 tisoč evrov, neke montažne hiše, strukturirane že vnaprej. In on, bom rekel, zelo razmišlja, kaj bodo Američani rabili, potem pa oceni, ali je vrednotenje takega podjetja v določenem trenutku primerno. Zdaj, on še vedno nima nekih naložb, kot si rekla, ima 1/3 denarja v obveznicah. Tako da bi iz njegovih delnic probal nekaj razbrati, kaj bo, je težko. Ampak njegov stavek v naslednjih 5 letih se bo nekaj izkristaliziralo. Lahko da on to tako povedal, ampak že sedaj močno razmišlja, pa čaka na trenutek, tako kot maček, kdaj bo zagrabil miš. 94 let star možakar čez 5 let. Ko pa recimo postaviš vprašanje ljudem, kje pa se ti vidiš čez 5 let, kaj boš pa ti čez 5 let, ima pa marsikdo kar precej težav. Ampak v tem portfelju mi je pa zanimivo to, da je tudi v svojem pismu vlagateljem je izpostavil 5 japonskih delnic, za katere celo napisal, da so pogledali finančne rezultate in da so bili v bistvu zelo navdušeni nad nizkimi cenami delnic. Ja, japonske delnice so že dolgo časa podcenjene. Mislim, da ima 5 trgovskih podjetij in pač smatra, da Japonci kupujejo po inerciji določene produkte,
ker imajo zelo take okorele navade, če temu rečem, ne spreminjajo navade. Ali bojo to ali ono kupili, kupujejo od domačih trgovskih podjetij, so zelo, če temu rečem, malce patriotski glede tega. In on v bistvu ima, bom rekel, to v mislih. Ampak tukaj bi še nekaj omenil, kot si rekla, njegovih naložb. Recimo njegova naložba v zavarovalnico Geico. Za njo je značilno prvič profitabilnost, drugič pa velik denarni tok. Tam se preliva zelo veliko denarja in če pogledate njegove bilance, ima on zelo malo kreditov. Zakaj? Zato, ker izkorišča denarni tok, si dnevno izposoja denar iz te zavarovalnice za druge operacije, za druge posle, ne vem, odkup delnic, naložbe v, bi rekel, morda tudi celo v obveznice, kratkoročne ali kaj podobnega. In ta zadeva je zelo pomembna, ker veliko ameriških podjetij ima velike dolgove in velike dolgovi jim prinašajo velike stroške obresti in jim kvarijo dobičke. On pa verjetno dobre dobičke kuje zaradi nizkih stroškov obresti, ker denar od Geica, kot je sam priznal, si izposoja, seveda ga potem tudi vrne nazaj, ampak ne rabi prositi za bančne kredite. Ja. Nisem čisto 100%, ampak mislim, da je bilo eno vprašanje vezano tudi na sektor zavarovalništva, zaradi tega, ker v ta sektor vstopajo številni veliki igralci. In on je rekel, da v ta sektor ne bodo vstopili in da ne bodo kopirali neke naložbene strategije nekih večjih skladov, da pač enostavno imajo oni svojo strategijo, svojo pot in njih po domače povedano ne briga, kaj počnejo drugi. Ja, oni se držijo avtomobilskih zavarovanj. Tale Geico je ena največjih, če ne celo največja, da se ne bom zarekel. In tukaj velja zelo preprosta matematika. Več mora biti premij, kot je škod. In tukaj mu je njegov, mislim, da je tale, mislim, da ni direktor zavarovalnice, ampak je glavni operativni izvajalec te politike, Ajit Jain, možakar, je zelo dober matematik in zelo dobre, perfektne izračune je delal vsa zadnja leta. In ta zavarovalnica, ta avtomobilski sektor prinaša zelo dobre dobičke. Seveda je zelo dobro povedal, ne, če se pa greš na neko premoženjsko zavarovanje in tako naprej, so pa neke druge stvari iznenada, ki lahko zelo skvarijo pač poslovni izid. Buffett je kar, bi rekel, premeten glede tega. Nič ni slučajno. Mogoče za zaključek, če lahko dava nek nasvet, Buffettovski nasvet poslušalcem in gledalcem. Buffett, njegov nasvet bi bil, peljite zadevo počasi, izobražujte se, to ni fraza, izobražujte se. In ne prehitevajte, ne mislite si, da boste postali čez noč bogati. Delajte pa, bodite pa pogumni, ko menite, da je neka naložba prava. Predvsem pa ne poslušajte nekih priložnostnih strokovnjakov, če tako rečem. Teh je zdaj zelo veliko. Bolje poslušati po izkušnjah mojih nekega starejšega prekaljenega borznega vlagatelja, ki ima veliko kilometrino za seboj, če tudi morda ni najbolj uspešen, ampak vrednost njegovih nasvetov je precej večja. Zdaj pa moram se dotakniti tega. Teh priložnostnih strokovnjakov je naplavilo v zadnjem času, ne vem, toliko na trg, da je zelo, zelo v bistvu postalo kar že malo alarmantno. Videla sem prejšnji dan na TikToku, sem videla eno mladenko, ki je povedala, da zasluži 10.000 evrov na dan. Vidim, če zaslužiš 10.000 evrov na dan, kaj pravzaprav sploh počneš na TikToku?
je moje vprašanje. Vem pa, da punca trži neko piramidno shemo. Tako da jaz bi vse res lepo opozorila, pazite se teh, ki vam obljubljajo sanje, in res jaz bi kar svetovala, izogibajte se jim, ker to je nerealno, 10.000 evrov na dan. Ja, Buffetta, če se na njega navežem, njegov povprečni letni donos je 19% skozi njegovo kariero, 19% letno. In s takimi donosi je on očitno uspel zgraditi imperij. Zdaj, če pa nekdo čez noč obljublja neke astronomske procentualne donose, bi moral biti pa že po 7 letih bogatejši od Buffetta. Seveda, to ni res. No, mogoče bomo pa to Mladenko videli na lestvici najbogatejših zemljanov. Ne, tam pri vrhu so ena in ista imena, čas je, da pride ena ženska gora. Ne? Beseda ni konj, bi človek komentiral. Ja. Ja. Govoriti je lahko. Govoriti je lahko, sprejemajo pa nasvete, ki jih dajejo, pošiljajo v neko skupino na WhatsAppu, neki strokovnjaki. Teh zgodb smo imeli res malo morje v preteklosti, tako da s tem, ko trgi rastejo, ko je tako razburkano, ko govorimo vsak dan o nekih novih rekordih, res naplavi ogromno nekih kvazi strokovnjakov. Tukaj bi morda dodal tele Buffettove besede. Buffett je rekel, na borzi imamo katedralo in imamo kazino. Skratka, katedrala je investiranje na nekih zdravih osnovah, na zgodovinsko preverjenih vzorcih in na nekih zgodovinsko preverjenih vrednotenih gor ali dol približno. Imamo pa tudi kazino, kjer se dogajajo, bom rekel, stave na pamet. In dejal je zdaj nazadnje, da je veliko kazina trenutno na borzah. In da upa, da v bodočnosti, v prihodnjih generacijah, da ne bo kazino izpodrinil arhitekturno dovršene katedrale. To je zelo lepo povedal. Tako da lahko v bistvu s to zmislijo tudi končava najin pogovor. Najlepša hvala za odlično debato. Hvala tudi tebi, bilo je v užitek. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.